Pozdravljeni, moje ime je Tadej Čepin in sem čisto navaden državljan, prav tako kot vi. Rodil sem se v Slovenj Gradcu, kjer sem preživel tudi svojo mladost. Tu sem si ustvaril družino in tu sem iskal delo. Nekaj časa sem bil samostojni podjetnik, potem sem bil dolgo časa brezposeln in na koncu me je situacija prisilila, da smo se z družino preselili bliže centru Slovenije, kjer sem našel delo. Moj cilj ni to, moj cilj je, da se vrnem in da tu ustvarjam in delam in da so tu moji otroci hodijo v šolo, med domačimi ljudmi in v domačem okolju. Situacija me je prisilila, da sem se začel ukvarjati s politiko, čeprav si nikoli ne bi mislil, da bom šel v to. Po naravi sem bolj tehnični človek, sem diplomirani inženir elektrotehnike in univerzitetni diplomirani organizator informatik. Rad rešujem probleme in razvijam nove stvari. In prav zaradi tega sem se pridružil Združeni levici, to je koalicija Združena levica, ki je edina politična sila v Sloveniji, ki si prizadeva za spremembo politike in za spremembo ljudi, obrazov v politiki. Pri Združeni levici se zavzemamo za to, da bodo delavci imeli možnost participacije pri dobičku, ki ga ustvarijo, za to, da imajo možnost sodelovanja pri usmeritvah podjetja, kam ne gre podjetje, da jim ne bo mogel vsak tajkun podjetja namerno izčrpati, prevzeti in ga pahniti v stečaj. Zavzemamo se tudi za to, da bi imeli kvalitetno javno šolstvo. Javno šolstvo je zelo pomembno, kajti vsak otrok, vsak prebivalec Slovenije si zasluži priložnost, da razvije svoje potenciale v meri, kot mu to narava sama dopušča, ne pa koliko mu to dopušča debelina denarnice njegovih staršev. V Združeni levici si prizadevamo za to, da bi na področju zdravstva ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kajti menimo, da nima smisla, da si privatne zavarovalnice bašajo, po domače rečeno, denar v svoje privatne žepe, s tem, da je ta denar namenjen za zdravstvo, za zdravje ljudi. Menimo, da je potrebno ta denar preliti v osnovno zdravstveno zavarovanje, da bo imel vsak državljan Republike Slovenije takšno zdravstveno oskrbo, kot jo potrebuje in ne kot pravi debelina njegove denarnice. Ali bi si morda želeli zdravstveni sistem, kjer bi vas zdravnik pustil trpeti ali morda celo umreti samo zato, ker si ne bi mogli privoščiti zdravstvenega zavarovanja oziroma plačati njegovih uslug? Če je odgovor ne, potem volite za Združeno levico, ker smo proti temu. Potem na področju gospodarstva želimo pognati gospodarstvo na način, da ga zaženemo z obnovljivimi viri energije, z tehnologijami za obnovljive vire in z ekološkim sistemom. Recimo, Slovenija že predolgo varčuje. Mi smo proti temu nesmislenemu varčevanju in zategovanju pasu, ker že 6 let nas prepričujejo v to, da je to dobro za nas in kam nas je to pripeljalo. Pripeljalo nas je na rob propada. V gospodinjstvu je to smiselno, da varčuješ na način, da nimaš izdatkov, ampak država deluje popolnoma na drug način. V državi je treba varčevati na pameten način, na tak način, da usmerimo vse sile v to, da zaženemo gospodarstvo, da zaženemo pametne projekte, ki bodo prinesli prihranke, in v Združeni levici si to predstavljamo na tak način, da lahko za začetek recimo prenovimo vse javne stavbe, investiramo v energetsko prenovo teh stavb, s čimer bomo prihranili pri izdatkih za energijo, za ogrevanje, za hlajenje poleti. Na strehe teh stavb je potrebno namestiti sončne kolektorje za toploto, sončne celice za elektriko, kogeneracijo energije, toplote. In na ta način se da privarčevati in pridelati zelo mnogo denarja, s tem pa bomo pognali tudi gospodarstvo in nam bo prineslo več tisoče delovnih mest. Zelene energije so pot, zavzemamo se za zeleni razvojni preboj. Sedaj pa me dobro poslušajte, kaj vam povem. V Združeni levici se zavzemamo za pravice malega človeka. Zato je 13. julija priložnost, ko se končuje tudi svetovno prvenstvo v nogometu, da se odločite in greste na volitve. Volite za Združeno levico, pokažete s tem rdeči karton obstoječi politiki
in starim obrazom v politiki in glasujete s tem za boljšo prihodnost Slovenije. Hvala.